Zadnje smo ugotovili, da je vrhunsko, če v roki držim mikrofon, tako da voila, zdaj ga bom kar v rok skozi imela. Današnji video je drugačen, govorili bomo o frocih. A jih imeti, a jih ne imeti, ko se počutimo mi, ki jih nočemo imeti in ker nam vsi težijo, da jih imamo, in kako se počutijo oni, ki jih ne morejo imeti in vsi težijo, da jih imajo. In zakaj da je sprejemljivo, da nam kdorkoli sploh karkoli teži, kako ne živimo. Vse imam vnaprej napisan, kaj bom govorila v tem videu, ker drugače bom čisto zalutala, ker imam toliko za povedati. Ampak point je, da berem vaše zgodbe. Iskreno, shranjenih imam prek 40. Ene daljše, ene zelo kratke. Tako da basically, daj pauzo, vzem si kokice, ne vem, energy kavo in se udobno namestiti, kot jaz na svojem casting couchu in gremo v ta dolg poseben video. Če zunaj slišite soseda žagati, zato ker vzun sosed žaga. Želela sem surove, resnične in anonimne zgodbe. Zgodbe torej o starševstvu, o lepotah tega, ampak tega nisem želela v prvi vrsti največ, ker to že vemo, to je že od nekdaj romantizirano. Vsi nam vsiljujejo, da je to najlepša in najbolj pomembna stvar, ki se nam lahko zgodi, sploh ženskam, tako da danes so take zgodbe vmes, ampak niso bile glavne in tudi ni jih bilo največ. Zanimali so me starševske tegobe, obžalovanja, pa jaz vem, da ste vi amazing starši. Cari ste, legende in to, da imaš otroka. Jaz vem, da bo vsak rekel, da ga obožuje, da bi vse naredil za njega, ampak mogoče, če bi ponovil, če bi imel šanso še enkrat nazaj, bi mogoče ga ne bi imel. Takih zgodb je v tujini ogromno, zato sem danes probala tudi slovenske zajeti. Vse, kar jih boste slišali, so slovenske. Želela sem zgodbe mladih in starejših punc, ki čutijo ves ta nepotreben pritisk, in želela sem zgodbe tistih, ki ne morejo imeti otrok. Pa vsem dobivajo ta bizaren pritisk. Precej jasno se je pokazalo, da šele ko sem dala možnosti anonimnih odgovorov oziroma pisanja, so se tako kar zvrstile tiste mečkam bolj nesrečne zgodbe. In ja, še vedno je tabu. In tudi želim, da tisti, ki ste mogoče starši in vam je kdaj zelo težko ali pa veliko časa težko, da slišite to in da razumete, da niste sami in da je normalno. Kot pričakovano so se oglašali tudi moški, čeprav sem specifično hotela ženske ideje, ker imajo maternice, rodijo, dojijo in pač se jim cel telo zaradi tega spremeni in večino življenja in kariera. In sem mogla precej klofut za vas požeti za ta video, ker te stvari me že tako razjezijo in pa taka sporočila, naprimer, ki bi dala roko v ogenj, da je moški. Tako da ne hvala, roke proč od moje maternice. Jaz nisem baby mašina za repopulacijo česarkoli niti Slovenije. Ljudi je dosti, če jih pa vlade po svetu spodbujajo še več in probajo še benat kakšen splav, naprimer v Ameriki, pa zaradi tega, ker rabijo poceni delovno silo, ker drugače tisti v 1% bogatašev ne bojo ostali bogati, ker ni delovne sile. Tok mojega renta, grem za zgodbe brati. Prva zgodba o punci ali pa ženski, ki si je zelo želela otroke in bi jih še vedno imela, ampak je ogromno pritiska in pač ne gre vse po planu. Se soočam s temi vprašanji, kaj zares narediti. Ima 2 sestri in obe imata 2 ali več otrok in vidim izzive, ki pridejo s tem. Na drugi strani pa definitivno je partner in zaupanje do njega pomembno. Ne samo glede lojalnosti, ampak tudi sposobnosti, da te zares vidi. Tebe in ko si sama v stiski, sicer pride do občutka, kakor da že imaš otroka. In da se nikakor ne moreš nasloniti na nikogar, ker resnici na ljubo, ko pride dete, si dosti izoliran in sfokusiran v zdravje svojega otroka. Koliko cepiv trenutno silijo še dojenčkom sistem, pa koliko pred vrtcem in koliko je posledic avtizem in drugih avtoimunih bolezni. Veliko informacij ne veš, na katero se upirati, in če ni partner tisti, ki ti pomaga, tvoj edini oziroma eden redkih stikov z zunanjostjo, se počutiš sam. Imela sem izredne težave sprejeti, da mogoče pa ni v mojih kartah, da imam otroke. Kot mlajša sem si vedno želela, da bi imela 3 do 4 otroke, da bi bili prijatelji med sabo, kakor smo bile me, sestre. Da bom mlada mamica, ker je treba kmalu začeti za to, da jih imaš toliko. In sem na nek način zbirala partnerje in si napolno zaljubila v njih, da bi le to bilo dovolj, da ostanejo. Potem pa ugotovila, da mogoče dajem preveč pritiska. In počasi umaknila to željo, še posebej, ker sem videla, da mi uničuje moje družinske odnose. Ko sem zavidela, da imata sestri otroke, jaz pa niti partnerja, s katerim bi si upala. Ugotovila, da imam ogromno dela na sebi za narediti, da bom sploh naredila sebi okolje, kjer lahko se razvijam in rastem, kjer ne dovolim v bližji krog ljudi, kateri ne vejo, kaj si želijo. Zdi se mi, da lastno zdravje, zavedanje, kaj smo in kaj potrebujemo, in pa finančna pismenost sta osnove za mlada dekleta, saj posledično ne iščejo rešitev v drugih partnerjih. Vesela sem, da sem doživela, ker sem doživela, je pa res eno veliko vprašanje, če nisem s takim načinom pokvarjala svoje hormone. In na drugi strani, koliko menstruacij je še na voljo? Z odločitvijo, da mogoče pa ne rabim imeti otrok, sem se nujno rabila sprijazniti, ker sem sicer vsak teden jokala na telefonu z mami. Morala sem se sprijazniti in začeti videti svoje blagoslove, biti zadovoljna življenjem. Ves ta pritisk glede otrok se mi zdi, da prispeva k tej anksiozi, da nismo dovolj in da smo na nek način pokvarjene, broken. Razumem pa, da kot mamica nimaš časa za take neumnosti. Enostavno moraš samo biti iz dneva v dan.
Svaka čast vsaki mamici, je težko. Izredno težko, že če je otrok zdrav in nima posebnosti, kaj šele če kaj narobe. Vsaki mamici poklon, delajo kakor vejo in znajo. Naslednja zgodba govori o tem, da nekdo bi imel otroke, pa ne more. Stara sem 34, pred dobrimi 6 leti sem se odločila, da pa bi imela s partnerjem družino. Pa smo začeli, 1 mesec nič, 3 mesece nič, 1 leto nič. Ker je bilo že več kot 1 leto, poskušanja nam je preko zdravstva pripadala klinika za neplodnost. Tam smo ugotovili, da sperma od partnerja pač ni ravno najboljša, a z mano naj bi bilo vse ok. Ampak je bilo upanje. Če ne gre naravno, bo šlo pa po umetni. Pa smo začeli s postopkom. Zame je bil ta postopek kot travmatična izkušnja. Pa smo dobili 1 svež zarodek in 3, ki so jih potem zamrznili. Naj omenim, da se nosečnosti zelo bojim. Same nosečnosti, ne pa potem otrok. In to, da ti veš, da imaš zarodek v sebi in čakaš 14 dni, da zveš, a se je prijelo ali ne, je še 10-krat hujša izkušnja, kot če samo vidiš pozitivni test. In mene je bilo vedno tako strah in nikoli nisem bila zares pripravljena. In posledično ni bilo nič. Danes po 6 letih, 3 poskusnih IVF, vsakomesečnem poskušanju po naravni poti, vseh prehranskih dopolnilih še vedno brez otrok. Najhuje je, ker niti ne pričakuješ več drugega kot menstruacijo. Pa na koncu še vedno vsak mesec zaboli, ko jo dobiš. Leta nam gredo in malo se bojim, da mogoče ostanem brez. Prosim pa vse mamice, ki imate otroke, vsem, ki vam je uspelo po 1 mesecu, pol leta, dajte prosim cent, kar imate, ker nimamo vsi takih možnosti. Zdaj vidite, da sem zbirala res vse možne zgodbe, vse perspektive. Naslednja zgodba je o vzgojiteljci, ki pa ve, da ne želi otrok, ampak zelo prezira ta pritisk. Hej, evo, jaz ti z veseljem delim krajšo verzijo moje zgodbe. Prosim, anonimno. Stara bom 32, nimam otrok in jih zaradi prirojenih težav tudi ne morem imeti. Si jih pa zares nikoli niti nisem želela. Čeprav sem vzgojiteljica in že 8 let delam z njimi praktično vsak dan, res jih obožujem in jih vedno kličem moji otroci, a si ne predstavljam, da bi ga imela doma in celo življenje temu prilagajala. Sicer sem situacijo pomirjena, ampak občasno se zgodi, da neprimerni komentarji iz okolice špiknejo v neprimernem trenutku in takrat me za trenutek prešine, če bom kdaj dovolj v svetu. Tega ne zmorem in nočem, torej imeti otrok. Zato zelo dobro razumem vse, ki jih okolice ves čas opozarja, da so že dovolj stare, kaj še čakajo, biološka ura, ja, tvoja prijateljica ima pa že 3 itd. Naslednja zgodba, punca jih ne želi in je tudi že splavila. Jaz že od 15. leta čakam, da jih bom hotla, ker so mi skozi govorili, da se bo to spremenilo z leti ali ko bom zanosila. Zdaj sem 27, sem tudi zanosila in sem šla na splav, za kar mi ni bilo nikoli žal. Tudi ko sem zvedela za to, da sem noseča, nisem pa mislila, da bi otroka obdržala. So mi sicer nekateri momenti cute in bi jih z veseljem doživela, ne odtehtajo mi pa tega, da si zavedno starš, vseh skrbi etc. Pa tudi ne vem, če bi svoje otroke spravila na ta svet iz čiste ljubezni. Naslednja zgodba je od ene naše vplivnice, ampak bojo kar vse anonimne. In sicer, torej, ta punca je pomislila, da jih nikoli ne bo imela, pa jih je potem imela in je zdaj zelo srečna. Torej, ogromno je odvisno tudi od partnerja in življenjskih okoliščin. Pri nama ne gre, da bi imela še enega ali pa pristanem na psihiatriji. Res je, ženska ogromno žrtvuje in če nimaš svoje vasi, si v kurcu. Prav tako, v današnjem svetu, če nisi finančno kolikor toliko stabilen, je kar težko. Seveda se da. Tudi pri naših starših se je dal, ampak če želiš otroku nuditi nekaj v življenju, pač rabaš neko stabilnost in nekaj v žepu. Šiht. Spet, če ni partner res pleten ali ima ženska nek stabilen šiht, se vsaj za nekaj let, po večini valjda obstajajo izjeme, lahko poslovi od grajenja neke kariere. Otrok pade na njo 85% časa, naša biologija in hormoni nas silijo, da damo otroka na prvo mesto 24/7. Pozab lahko na long hours in early mornings za produktivnost, ker ali je ta čas rezerviran za otroka, ali pa je preutrujena za karkoli. Ok, ta zgodba je veliko daljša, ampak očitno imam samo na računalniku screenshote, ampak ona je potem zanosila, imela otroka, zdaj ima ta enega in je zelo srečna, ne bi spremenila. Naslednja zgodba, ta punca ima 2 in še enega otroka. Živjo, evo moja izkušnja. Stara sem 26 let in sem mamica 3 otrok. Starejši otrok je star 3 leta in potem imam pol leta stare 2. Vedno sem si želela biti mamica, res zmeraj. Sem pa definitivno nažalost zaradi tako močne želje zbrala napačnega človeka za ustvarjati družino. Prvič sem zanosila res takoj, ko sva nehala paziti. To pomeni dobesedno, brez cenzure, po prvem seksu. Drugič sem zanosila skozi kontracepcijo z 2. Ful je naporno, res, včasih bi si želela, da me ne omejuje nič in lahko počnem, kar hočem.
Ker trenutno zame kot ločeni mamici, ki je sama s 3 tako majhnimi otroci, ni izvedljiv niti sprehod sama s sabo, kadar potrebujem. Cele dneve se ne ustavim niti za sekundo, brez da slišim jok ali pa mami. Scrollanje po telefonu ne obstaja, poležavanje ali počitek, ko si bolan, tudi ne. Lahko imam vročino 40, pa vseeno moram vstati, previti, nahraniti, potolažiti, oprati, zložiti itd. Če en dan ne postorim vsega, imam tak haos še cel teden, da se ven ne vidim sploh. Generalno čiščenje, dopust, ampak kaj ko tudi tega ne utegnem. Pol se počutim krivo, ker nisem dovolj posvečena njim in ker jih včasih dobesedno moram pustiti jokati, ker so pač 3, jaz pa imam samo 2 roki. Nasploh ja, sem srečna, ker jih imam, ne predstavljam si življenja brez njih, čeprav sem začela pri 26 že si ved, ampak moj nauk je pazi, s kom in kdaj imaš otroke. Res so najlepša stvar, ki jih v življenju lahko imaš. In vedno bom z dvignjeno glavo in brez sramu rekla, da sem brutalno dobra mama. In ja, to je moj največji dosežek v življenju, ampak moje sanje, ostali cilji itd. So pa posledično nekje daleč, mogoče čez kakih 10 let, ko bojo oni večji, na kratko. Tako da ja, superhero si, trust me. Naslednja zgodba je ena punca zelo dobro povzela, da se imaš lahko zelo lepo, ampak si moraš narediti tako, da imaš lepo. Mene je še med nosečnostjo kdaj zgrabila panika, ko sem se zavedla, da bo to bitje zdaj prilepljeno name. XY let. Od vse povsod poslušaš, kako se ti svet obrne na glavo, nič več ni isto itd. No, oktobra sem rodila svojega zlatega fantka. Kaj se je spremenil? Nič. Razen tega, da nekajkrat na dan dam zizo ven in ga previjem. Drugače pa res uživamo na polno, nikoli si nisem predstavljala, da je življenje z otrokom lahko tako zelo enostavno. Sem pred kratkim na IG videla en quote v smislu: ne prilagajaj svojega življenja otroku, prilagodi otroka na svoje življenje. In po to se res podpišem. Ne nehati hoditi na izlete, v terme, kamorkoli. Z dobro organizacijo in malo dodatnega potrpljenja lahko gre otrok povsod zraven. PS, prej sem prehitro rekla, da nič ni drugače kot prej. Je, zamujamo. Še bolj kot sva prej sama. No, verjamem pa, da bi brez zlatih babic in prababic verjetno bila situacija precej drugačna. Priznam, da tudi one dosti olajšajo. Žal pa vsi tega nimajo. Ja, se pravi, res babic, neke skupnosti, kolegov, ki pazijo in pa da je otrok zdrav najbrž. Če si iskreno po domač povem, jaz rabam usta vlažiti tole v Jimbima, ker imate vedno kodo Alenka 5 in noro, hvaležna sem vsem, kadarkoli kaj vzamete, ker jaz dobim provizijo in s tem podprete meni in ta kanal in da lahko še vedno naprej to ustvarjam, ker ustvarjam. Hvala vsem, link bo vedno spodaj. Tole je mango marakuja. Ponad to, ker v gym vzamem, pa tam pol pijem. Pa kakšnika mi napišete, da 5% koda ne dela zato, ker ni čisto vse znamke, ampak je na Strings, Manavita, Xbim, Bisping, Jimbim. Na večino znamk, ne pa čisto vse. Naslednja zgodba se mi dala naslov: Puste nas primir. Anonimno prosim, top ideja. Meni gre to ful na živce, da ljudje mislijo, da je to glavni in edini kao normalen cilj v življenju 30 plus letnice, da ima otroke. Pač halo, zakaj? Pa držiti vprašanje, kdaj pa bodo otroci, no sej pa še bodo IPD. Midva sva poročena, stara 30 in 35, pa nimava želje imeti otrok. Sem dobila že komentarje, da sem egoistična, ker tako razmišljam, in ker mislim sam nase, zato ker tako razmišljam. Jaz ne sprašujem ljudi, kdaj ali pa a bodo imeli otroke in ko jih imajo, zakaj jih pa imate? In tako nekako pričakujem z druge strani, da naj ju ne sprašujejo, kako pa to, da jih vidva nimata. Ker je to pač najina odločitev. Midva so poročena, midva so družina in to je najina odločitev. Naslednja zgodba je naslov Huda dilema. Krasna ideja, jaz si nikoli nisem želela otrok, zdaj sem pa zaradi tiktakanja biološke ure, splošnega nezadovoljstva s položajem, enega lužnega fantka, ki mi je ukradel srce, mislim, da je to otrok od bivžga, in 2 okrog mene, ki imajo otroke, tudi takih, za katere sploh ne bi rekla, da jih kdaj bojo imeli, in posledično občutka manj vrednosti v enem orang precepu in pri svojih 34 nimam pojma, kaj sploh želim. Zadnje čase kao velja, da si jih želim, ampak globoko v sebi nisem prepričana o tem. Obožujem otroke, vedno sem obkrožena z njimi, ogromno sem delala z njimi in res hitro navežem stik in jih vzamem za svoje takoj. Ampak, da bi imela pa prav svojega, ne vem. Ful upam, da bo še kdo tak, da se ne bom počutila tok bedasto, haha. Ne da prvoščam te dileme komu, ampak tako. A ja, v resnici nisem nikoli do zdaj imela nekega pravega partnerja, s katerim bi se upala podati kaj takšnega, tako da niti nisem imela neke izbire. Naslednja zgodba govori o pomenu dedkov in babic. Ojla, stara sem 20 let, imam 4 mesece staro punčko, nenormalno srečna res.
Vedno sem si želela hitro družine, partner je super, deklica zdrava, pridna, spi celo noč skoraj od rojstva čez dan, še zaenkrat veliko prespi. Srečna sem, ker jo imam in zjutraj, ko se zbudi in se mi nasmeji, ne bi mogla biti srečnejša in ni lepše stvari na svetu kot moja pupa. Ampak včasih mi enostavno zmanjka energije. Od 2 meseca starosti spi včasih pri babici in dediju, sicer niti kilometer stran, ampak vseeno spi drugje in mi odkrito zelo paše. Čeprav jo pogrešam, se sprašujem, če spi, joka ali ravno je in mi manjka. Sem hvaležna, da sama sebi pustim, da jo dam varstvo in si oddahnem. Naslednja zgodba. Hej, sem mlada mamica, stara 26 in imam 2 punčki, 4 in 2,5 leta. Itak, odkar sem prvo rodila, sem bila 24, ko sedem z njo, potem sem rodila drugo in itak ni bilo nič drugače. Skozi sem hodila sama ven, ker je on mogel skozi delati, denarja pa nikoli ni bilo. No, lani junija sem zvedela, da se drogira. Seveda, pil je vedno veliko, ampak nisem niti pomislila na to, da pač je na kokainu oziroma mal cenejših verzijah. A ja, mal preden sem to zvedela, sem videla, da je tudi drugim ženskam pisal. Ne vem, a je varal ali ne, ampak to me sploh ne zanima. Tako smo šle kmalu potem stran od njega. Rad ima otroke, ampak nima časa, vse drugo je bolj pomembno. Tako da ja, vsaki želim, da dobi moškega, ki bo kasneje tudi prevzel vlogo očeta, kot se reče. Tole je ena mamica, ki ima punco, ki je že skoraj polnoletna. Jaz sem stara 37 let, hčerko sem imela pri 20, se pravi je punca na pragu polnoletnosti. Če bi se še enkrat odločila, bi isto naredila. Če bi pa takrat razmišljala s to glavo, ki jo imam danes, je pa po vsej verjetnosti ne bi imela. Pa da ne bo pomote, mi tudi sekunde ni žal. Potem je bila želja po še enem otročku tam okrog 30. leta, sem zanosila, ampak je bila izven maternična nosečnost. Leto kasneje so mi zdravniki povedali, da imam minimalno možnost, da še kdaj zanosim, ker so pač moji jajčniki že v fazi pred menopavzo. To sem sprejela. Namenjeno mi je biti mami, za kar sem hvaležna do neba in nazaj. Želela sem si hčerko, to imam in to je to. Ni mi problem pomerkati od prijateljic otrok, ampak sem zelo vesela po parih urah, da jih vrnem k njihovim mamam. Meni tako odgovarja, če mi pa kdo pametuje, mu pa kar lepo povem, da naj se briga zase. Če en fun fact, da na tem misli, da sem jaz brez izkušenj z otroci, moja sestra ima 4. Tako da, ko je ona že začenjala imeti otroke, smo v nadstropju bili, ona svojo družino in jaz sem imela takrat še sobo kot študentka doma in ko sem bila doma, sem pač se spoznala z občutkom, kako je po noč z otroci, majhnimi in ja, vem nekaj o tem. Ok, ta naslednja zgodba je tak čisti rant. Če ženska reče, da si ne želi otrok, pa jo gledajo, kot da je z njo nekaj strašno psihično narobe. Verjela ali ne, veliko sem razmišljala o tem. Tudi sama bi včasih raje bila punca, kako me čaka, da bo postala mamica, ker bi bilo tako najlažje, da bi bila tako kot skoraj vse ostale. To ni odločitev, ko jo sprejmeš z danes na jutri, predvsem ni samo moja odločitev, imam partnerja in prav je, da upoštevam tudi njegove želje in mnenja. Veliko sva se pogovarjala o tem, to ni nekaj, kar rečeš mimogrede, ampak je odločitev, ki sva jo sprejela premišljeno. Po številnih pogovorih in samoanalizah, zakaj si ne želim otrok, kaj bo to pomenilo itd. Ko sem svojih 30 bila sita pretvarjanja, sem pričela o tem previdno govoriti tudi na glas. Naletela sem na veliko neodobravanja in negativnih opazk. Če povem, da tega enostavno ne čutim, mi govorijo, da bom to začutila šele, ko bom rodila. Jaz bi imela otroke takrat, kadar si bom tega res želela, kadar bom tako čutila, ne pa zaradi tega, ker se to spodobi, ali pa ker jih imajo tudi drugi in sem že toliko stara, da se to pač mora, ali ker si moja mami želi vnuka. Ne. Ne bom delala nekaj zato, ker se pač spodobi. Govorimo o življenju še nekoga in dokler to ne bo moja želja, ne bom šla v to. Pa naj mi rečejo, da sem nora. Jaz se zavedam, kakšno odgovornost in odrekanje prinaša otrok in trenutno si tega ne moram zamisliti. Rada imam svoj mir. Veliko ljudem se zdi to egoistično, ampak zakaj pa ste vi imeli otroke? Odgovor je ponovadi, ker sem si jih želela. Brez zamere, ampak kaj drugega je pa to kot čisti egoizem? Ali pa, kdo bo pa potem skrbel zate, ko boš stara? Model. Ne bom spravljala na svet nekoga za to, da bo skrbel zame, ko bom stara. O tem bi lahko pisala še v nedogled, naj pa zaključim za zgodbo iz službe. Sem namreč diplomirana medicinska sestra, ironično zaposlena v ginekološki ambulanti. Torej, v ambulanti smo imeli 30+ letnico in po pregledu ji je zdravnica namignila, da zdaj je pa čas za otroka. Pacientka je povedala, da si pa ona tega ne želi in se je odločila, da ne bo imela otrok. Zdravnico je to vrglo s stola. Povedala ji je svoje, da to ni normalno, da natančno razmišlja. Nam pa je pri malci rekla, zakaj pa potem misli, da je prišla na ta svet, če ne zato,
da bo mati, kajti to je njeno poslanstvo. To je prišlo iz ust zdravstvenega delavca, ginekologinje, nekoga, ki naj bi spoštoval in razumel in bil human, empatičen do pacienta, ki mu zaupa, zato je prav, da se govori tudi o tem, da nimamo vsi želje biti mame in ne, nič ni narobe z nami. Sama zase bi lahko brez slabe vesti trdila, da sem res dober človek. Vsaka naša odločitev, ki je iskrena in jo tako res čutimo, je prava. Pa ne si bo to, da si zelo želiš otroka ali pa da si ga sploh ne želiš. Vse je prav. Z nikomer ni nič narobe, sam poslušamo sebe. Tudi jaz sem slišala in bila del tega, kot te ginekolog ali ginekologinja dejansko nagovarja k tem. Ja, zdaj pa počas ne se ubirati čas, je kar počas. Zdaj bom pa malo harš z vami, prihajajo bolj anonimne zgodbe. Tiste prej so bile na Instagramu, te zdaj so bolj anonimne. Prva anonimna zgodba. Otrok nimam, pa sem stara 33 let. Jih bom imela? Mogoče. Ampak to, da so ženske pri mojih letih z otroki obnašajo kar najbolj zapete in zategnjene, ker zdaj so pa mame in gospodinje in so zato pomembnejše od mene, kot sovrstnice, se mi pa gabi. Imej družino in ne sodi tiste, ki je iz razlogov nima. Druga anonimna. Ne obžalujem otrok, ampak sem sigurno žalostna, koliko je pritiska, ne podpore. Stari starši itak obup, za vse sva sama od zgodnjih 20. Vseeno sva kupila dom premlada, ampak se samo matrava. Nam je tudi lepo, ampak pogrešam najino skupno zabavo, smeh, sproščenost. Zdaj delava na hiši in valjda ni ne denarja, ne časa za iti na lepe večerje, v hotel, plesati. Vseeno pa so naj otroci spremenili na bolje. Skozi res hud rollercoaster, ampak so naju. Težko razložiti. Tako težko, ampak tako lepo. Če imaš pravega partnerja ob sebi. Je pa ogromno, ki ga nimajo in so res na slabem. Upam, da se take mamice oglasijo, je potem še napisala. Ena zelo kratka. Jaz sem se iz druge regije k partnerju preselila v Ljubljano. Tu nikoli zares nisem imela svoje družbe. Na to COVID, na to otrok. Še zdaj sem brez svoje družbe, tudi zaradi tega otroka. Naslednja zgodba. Brez Cecilijo, moraš mi določeno število otrok, ampak ne, nikomur ni treba imeti otrok. Sama imam enega otroka in šla sem čez goro preizkušenj do obžalovanja, do zelo hude depresije in psihičnih težav. Sama menim, da ob vseh težavah šele spoznaš, ali je tvoj partner res takšen, kakršen ga poznaš. Tole je en moški, problema v spunco, ker ona hoče imeti otroke v bližnji prihodnosti, jaz pa še kar nisem nič razmišljala o tem in niti ne vem, če jih hočem. Tukaj je en hiter moj input. Jaz sem imela vsaj 2 moška, 2 partnerja do zdaj. En me preprosto, ne bom rekla hotel prepričati, ampak mi je rekel, naj se v pol leta odločam, ali hočem imeti ali ne, da se bo on odločil, ali bo bil z mano ali ne, ker je meni nekaj, kar nikdar več v življenju nočem doživeti. In še nekdo spet, ker sva zelo hitro skoraj končala, ker je on mislil, da mogoče jih bo pa hotel. Tako da ja, tle boš res padati, s kom si sploh skupaj. Naslednja zgodba. Tašča me v vsakem srečanju znova sprašuje, kdaj je mislila imeti otroke. A sem že noseča. Namiguje, da bi rada postala babica. Skoraj vsako tematiko lahko spreobrne v nosečnost, me primerja z ostalimi vrstniki, kateri že imajo otroke. To njeno namigovanje me odbija do pogovora z njo. Naslednja zgodba. Moja hčerka je lani dopolnila 3 leta in ne moram reči, da 24/7 obžalujem, da sem se odločila imeti otroka, občasno se pa zgodi. Zgodi se, ko 5 vstanem sred noči, ker me kliče. Zgodi se, ko bi rada šla na sprehod, trening zase, pa si ne morem vzeti 2 ure prosto. Je pa najbolj zlat otrok na svetu. Naslednja. Stara 33 let, nimam še otroka, čutim ogromen pritisk družbe in moža, da ga imam. Nisem pa psihično pripravljena in me je ful strah nosečnosti in poroda. Ne vem, kaj naj. Naslednja. Če bi vedela, kakšna izkušnja me čaka glede poroda in poporodnega obdobja, se za otroka ne bi nikoli odločila. Pa ne, da nisem rada mami. Sem, zelo. Ampak, če gledam, koliko je stalo mene kot osebe, 3 pikce. Zdaj to ne vem, je nova zgodba ali je nadaljevanje. Prve 3 mesece dejansko tvoje življenje več ni tvoje. Še posebej zame je bil to velik šok, saj sem zelo rada bila sama in imela čas zase. Vse to izgine v trenutku. Ena kratka zgodba. Ne obžalujem, je pa definitivno fucking težko. Naslednja zgodba. Sem mama 2 otrokama, sin 14 let in hči 11 let. Je kronično bolan otrok. Če bi mi kdo znal povedati, kaj vse to prinese, bi dobro razmislila, kaj želim imeti. Oba imam rada, vse bom naredila zanju,
ampak sem sama v vseh bojih, dnju nočo zna krepko vse otežiti. Občudujem vse, ki ne popustijo pritisku. Naslednja zgodba. Sama sem bila diagnosticirana, da ne morem imeti otrok oziroma da je možnost zelo mala. Pa sem vseeno načrtovala in sedaj sem pri 21 letih, mlada mamica z zdravim otročkom. Poanta tega je, da tudi punce, ki so diagnosticirane s podobnimi stvarmi, se ne predajo, pa probavajo vseeno, če želijo imeti otroka. Vem, da mi je Jana tudi pisala na privat na Instagramu, da je verjetno že zelo žalostna, ker ne morata zanositi, tako da tudi take zgodbe hočem, da slišite, ker pa čudeži se absolutno dogajajo. Že sem dosti takih zgodb dobila. Naslednja zgodba. Jaz sem stara 24 let, doma imam 9-mesečnika. Otroka imam najrajši na celem svetu. Naredila bi čisto vse za njega, a sem ugotovila, da to ni zame. Niso zame neprespane noči, utrujeni dnevi, ki se vlečejo v nedogled, da ne govorim o partnerskem odnosu, ker se počutim kot Simra, ki živi s fantom in otrokom. Naslednja zgodba. Dolga leta sem bila prepričana, da mi preprosto ni usojeno imeti otrok. Začelo se je že v najstniških letih, ko sem doživela spontani splav. Najbolj boleča stvar ever. Tako fizično kot mentalno. No, pri 21 letih sem postala mamica, kar me je naučilo, da nimam vasice. Moji prijatelji so ob tej novici kar izpuhteli. Moj partner me vsak dan opominja, da je skrb za otroka mamino delo, tako da zame oddihi več ne obstajajo. Ampak je vredno vsake solze in bolečine, ko vidim njegov ljubeč pogled in ga stisnem k sebi. Naslednja zgodba. Jaz čutim pritisk z vseh strani. Stara bom 33 in še nimam otrok. Si jih neizmerno želim in zdaj me v službi, daljna žlahta, prijatelji skozi nagovarjajo. Ja, kdaj boste pa kaj naštimala? Biološka ura tik-taka? A nihče se ne zaveda, da imam težave z rodili in hormoni. Strah me je, ali bo sploh kdaj uspelo. Ta pa mislim, da je celo zadnja. Sama sem mamica 5-mesečnih hčerki, jo imam zelo rada in bi vse naredila za njo. Ampak mi je žal, da sem šla v to tako hitro, ker zdaj vidim, da bi rabila še leto, 2, da bi zmogla biti še boljša mama. Pogrešam staro sebe, pogrešam čas z mojim, pogrešam eno prespano noč, pogrešam vsaj en žur. Ok, ta video je bil dolg, tako da ne bom več komentirala, prepustila bom komentiranje vam. Bi pa jaz rada samo eno stvar izpostavila, ker zadnje čase se mi plete po glavi in tako jaz vidim ta svet. V enem podcastu je en moški ful dobro izpostavil, da se mu zdi bizarno reči ali pa misliti, da je bistvo ljudi, da imamo otroke. Bistvo tebe, ženske, je, da imaš potomce. Kaj da bi rekel človeku, da je njegov bistvo, da se razmnožuje. Torej, vse, kar ljudje lahko damo, je to, da se razmnožujemo. Če je bistvo mojega življenja to, da naredim potomce in imam otroke, in če je bistvo od teh otrok so rojeni, da je spet največ, kar lahko naredijo v svojem življenju, to, da imajo svoje potomce, to besedno ne pridemo nikamor. Jaz mislim, da z razlogom narava naredi ene take, da pač nimamo žilce za to in jih ne bi imeli in bi svojemu življenju naredili 1000 drugih stvari, ker jaz svojo energijo zdaj lahko dajem vam. Tukaj sedim pol dneva, to snemam, pol dneva editam, ustvarjam content, drugače ga ne bi mogla. Jaz bi dala vso svojo energijo otroku. In veliko ljudi pač se to svojo energijo preprosto odloči usmeriti drugam, na druge načine kot tisti, ki pa pač vzgojijo človeka. Oboje je beautiful, oboje je pomembno, ampak ne moramo imeti vsi en in isti cilj to, da delamo potomce. Mogoče tudi razmislek, da zato obstajajo istospolno usmerjeni ljudje, ker ljudi itak preveč in ni nič narobe, če smo si različni. Zdaj pa vam prepuščam naprej ta video, komentirajte, povejte, kaj mislite, kako se vam zdi. Tukaj koda linka 5 za Jimbim, tukaj imate obe kode za svet užitka, če te zdaj za Valentino kaj nakupovala. Hvala vsemu naprej in za nazaj. Pridni bote se gledamo, verjete naslednji petek. Čau!